Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate, dal mi je brate, da jih ljubim, dal mi je brate, da se jih veselim, dal mi je brate, da jih sprejemam, dal mi je brate, da zanje živim. Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate, dal mi je brate, da jim zaupam, da molim in z njimi Gospoda slavim. Dal mi je brate, ker neskončno je dober, on ve, da z njimi se lahko posvetim. Gospod mi je dal brate, Gospod mi je dal brate. Marija, moji prijatelji, po daljšem času izpolnjujem vašo željo, moji gledalci oddaje Pot poti. Danes je gost v Kapucinskem samostanu v Celju. Lepo dobrodošlico želim brata Metodo, Bog pa živi v našem domači oddaji Pot poti in vesel sem, da ste z nami. Lepo pozdravljeni. Morda bi se našim gledalcem oddaje Pot poti na kratko predstavili, kako vas je Bog poklical v ta lep duhovni poklic, čeprav je težak. Ja, to je seveda povezano s konkretnimi okoliščinami v mojem domačem kraju. Doma sem iz župnije Svetega Martina pri Kranju, to je stražišče pri Kranju. V tistih letih, veste, ko sem bil pač še majhen otrok, takrat je bilo tako, take razmere so bile. Župnik je bil večkrat zaprt, podtikali so mu različne stvari, bil je obsojen in je potem župnija bila nekaj časa brez duhovnika, oziroma potem so na pomoč hodili patri kapucini iz Škofje Loke, da so nadomeščali, so prišli, saj kolikor se spomnim, ob sobotah in ob nedeljah za mašo in za spovedovanje, delno tudi za verouk. Jaz se spomnim, da je mene prav en pater kapucin pripravljal, še kot majhnega otroka, res majhnega, na zakrament svete Birme. Takrat je bilo namreč tako, take okoliščine so bile, veste, se je reklo, Birme najbrž nikoli več sploh ne bo. In smo šli k Birmi od zelo majhnih otrok, jaz sem bil med najmanjšimi, pa do velikih fantov in deklet. Torej, en pater nas je pripravljal. Skratka,
Takrat so se potem začeli vzpostavljati te vezi s patri Kapucini, potem smo prihajali včasih tudi k njim na obisk v Škofjo Loko in nazadnje se je pač tako šlo naprej, da sem se odločil za red Kapucinov, za duhovništvo v tem redu. Tako da pravzaprav bi človek rekel nič posebnega, ampak Bog že najde taka pota, meni je pač našel tako pot preko tega delovanja, teh okoliščin, teh poznanstev, da sem nazadnje prišel pač v tale poklic. Zelo lepo. Jaz bi še našim gledalcem daje pot poti povabil na Krščanski stežnik RKC, kjer si lahko Kapucinski samostan v Škofji Loki tudi pogledajo. Pater Robert nam je predstavil tudi Patra Pija in ste lepo vabljeni. Nam lahko predstavite vaš lep samostan v Celju? Ja, ta samostan je praznoval pred nekaj leti 400-letnico. 1609. so namreč Kapucini prišli semle v Celje. 1615. je potem ljubljanski škof Hrem že posvetil tukajšnjo cerkev v čas sveti Ceciliji. No in od takrat seveda samostan deluje, kolikor so nam ohranjeni zapisi o življenju samostanu, delovanju tem samostanu, je bila dejavnost razširjena zelo na široko, ne samo po Savinjski dolini, ampak recimo tudi v Zasavju ali pa gor vse do Koroške. To so patri redno hodili na pomoč po župnijah, po dogovorih župnikih. Velikokrat, pravzaprav največkrat je to bilo tako, da sta šla dva skupaj, pridigar in spovednik, da sta bila za oboje na razpolago. Včasih sta šla za soboto in nedeljo oziroma praznik, včasih tudi za cel teden, da sta spovedovala in pridigala v župniji, bodi si kot rečeno za kakšne nedelje ali praznike, ali pa recimo za celodnevno češčenje, ali za kakšno še posebno pobožnost. Skratka, dejavnost je bila zelo, zelo razširjena, potem seveda tudi bolnike so patri veliko obiskovali, potem začel se je širiti tudi ne samo po bližnji, ampak po daljni okolici tudi tretji red, se pravi tretje redniške skupnosti. Je zanimivo, da tudi v Zagorju, v Trbovljah se še najdejo zapisi, kako so tudi tam bile močne skupnosti tretjerednikov, ki so jih vodili Kapucini iz tega tukajšnjega samostana. Table v cerkvi nas opozarjajo, da je tudi samostan oziroma cela župnija kar veliko hudega pretrpela. Ja, seveda, v različnih obdobjih različne stvari, seveda nas so najbolj v spominu te stvari, ki so nam bile najbliže. Namreč, ko se je začela zadnja svetovna vojna, so Nemci okupirali tale samostan, tako da so bili vsi sobratje, zaporniki tukaj kar v domačem samostanu. Zraven seveda je bil to vsaj prehodni zapor za številne druge, predvsem za razno inteligenco štajerske, učitelje, zdravnike in tako naprej. Skratka, te ljudi, ki so jih potem od tukaj Nemci odpeljali naprej v taborišča. To je ena stvar, se pravi tale nemška okupacija, no po vojni pa seveda razmere ravno tako nič rožnate. Samostan je bil takoj nacionaliziran, potem v celoti zaseden z raznimi stanovalci. Kapucini se sploh niso dolgo časa mogli vrniti sem, šele tam je, mislim, da 1957, da so šele prišli sem. Medtem je bila tudi cerkev že zažgana, tako da so bili oltarji hudo poškodovani, predvsem glavni oltar. No, potem so se počasi vrnili, ampak živeli pa tukaj res v skrajni revščini, imeli najbolj zasilno bivališče, samo pravzaprav molitveni kor zadaj za oltarjem in pa za kristijo. Šele kasneje, ko so šla 70. leta že bolj proti koncu, takrat so potem dobili patri nazaj konvikt, se pravi nekdanje bivališče za gojence, tako da so si tam potem uredili svoje stanovanje. Šele v zadnjem času je potem dokončno prišel do
denacionalizacije celotnega samostana, ki je bil pa nazadnje po vseh teh desetletjih okupacije, nekaj tako rečem, je bil hudo uničen, tako da ga je bilo treba praktično na nov gor postaviti. Kakšen je bil utrip župnije Svete Cecilije v Celju? Ja, župnija je zdaj pred kratkim praznovala 50-letnico, to se pravi, ni stara župnija, je primestna župnija, čeprav smo tu zelo, zelo blizu središča mesta, ampak vendar Savinja je meja, tako da so ti kraji, ki spadajo pod župnijo, so pač na spodnji strani, torej v smeri proti Laškem, in prebivalstvo, kolikor jaz poznam, še nisem posebno dolgo časa tukaj, ampak kolikor poznam, je videti, da ljudje živahno sodelujejo z župnijo, da se radi udeležujejo bogoslužja. Vidi se pa razgibanost in živahno župnije tudi potem, da se je ustvarilo tukaj več skupin in da so te skupine tudi dokaj živahne, dokaj dobro delujoče. Imamo tukaj, recimo, če začnemo kar z ministranti, pa pevci, se pravi ti, ki so neposredni bogoslužni sodelavci, pa potem jasno, da veroukarji, kar precej je veručnih učencev, potem je dokaj dejavna in živahna skupnost Frančiškovega tretjega reda ali Frančiškov svetni red, potem so tu skavti, skavti so zelo dejavni, to je več skupin, od tistih najmlajših pa do odraslih skavtov, potem so tu seveda še zakonska skupina in pa svetopisemski krožek. Tako da je vse skupaj kar razgibano, ljudje radi pridejo sem in se kar nekako, bi lahko rekli, dobro tukaj počutijo. Hvala Bogu. Katere podružnice cerkve pa še imate v vaši župniji? Sta dve podružnici, takoj tukaj nad nami gor je na Miklavškem hribu, je sveti Miklavž iz 15. stoletja, je cerkev, zelo značilno seveda tukaj gor nad Savinjo, da so izbrali svetega Miklavža za patrona, pač zavetnika splavarjev, zavetnika čolnarjev, zavetnika ribičev. Nekje pravzaprav razumijo, da je sveti Miklavž, ki gleda dol na Savinjo in kaj se okrog nje dogaja. No, potem je pa še druga podružnica, proti Laškem, nekaj kilometrov od tukaj Tremerje. Cerkev je posvečena svetemu Luku, ena od redkih cerkva, mislim, da je vsega skupaj, da so te cerkve na Slovenskem, ki so posvečene svetemu Luku, tako da je tu spet nekaj posebnega, nekaj zanimivega in tu se zelo slovesno praznuje, kot oni tudi rečejo domačini, Lukeževa nedelja. To je poseben praznik za ta kraj. Pravijo, kdo oboje trikrat moli, kdo pa je bila sveta Cecilija? Ja, čisto kratko bi rekel, znana rimska mučenka, ki so jo zelo, zelo častili, je marsikaj pravzaprav tudi ohranjeno od nje, poročila o njenem življenju, o njeni mučeniški smrti. Češčenje svete Cecilije se je predvsem v Rimu zelo intenzivno ohranjalo, tako da se je potem širilo tudi dokaj intenzivno, naj še enkrat ponovim to besedo, navzven po krščanskem svetu. In tudi tukaj so se potem odločili, da posvetijo tej svetnici, to cerkev. Morda, vsaj človek pomisli zraven, morda je dal vsaj posledno kakšno pobudo, sugestijo tudi ljubljanski škof Tomaž Hren, ki je sam pravzaprav naročil pri slikarju, planerju, sliko svete Cecilije, tudi naročil, v svojem kodarju zapisal, kako naj sveto Cecilijo upodobi. On je potem tudi poravnal stroške za to sliko. On je namreč širil očitno češčenje te svetnice. Zakaj? Zato, ker se je zelo zavzemal za glasbo. On je bil očitno velik ljubitelj glasbe, tako da velikokrat zapiše, kako so pri bogoslužju bodisi peli ali pa tudi igrali na različne inštrumente. Verjetno tudi vaš, imate verjetno nekaj pevskih zborov, ki pojejo pa
pridejo v vašo cerkev pa na koncert? Ja, najprej naj omenim seveda tale naš župnijski pevski zbor. Moram reči, da je predvsem v novejšem času res, glede na to, da imajo tudi redne vaje, da je dober, kvaliteten, da kvalitetno zapoje, tisto, kar pa mislim, da posebej kaže poudariti, predvsem zapoje z dušo. Tako da se vidi, to so pevci, ki sodelujejo pri bogoslužju in z bogoslužjem, torej to ni koncertiranje, ampak to je petje pri bogoslužju. Tisto, kar ste omenili, koncert imajo pa še navadno, mislim, da je za praznik svetega Štefana, ima pa moški zbor, ki tudi pravzaprav deluje na tem področju tele župnije. No, sicer pa je veliko tudi ljudskega petja, v maju, ko so šmarnice, pa tudi otroci veliko pojejo. No, sicer tudi otroci imajo svoj zborček, zelo prijeten zborček in večkrat tudi oni pojejo, sodelujejo pri nedeljskih mašah, pomagajo tudi nekateri mlajši skavti, tako da tudi oni naredijo bogoslužje zelo prijetno, zelo vabljivo, tudi starši radi pridejo zraven, tako da otroci pojejo, starši pa seveda živahno s svojimi otroki sodelujejo. Hvaljen, hvaljen moj Gospod. Hvaljen, hvaljen moj Gospod. Ker v tebi vsi ljudje okrog mene postajajo lepi, obsijani z žarki tvoje ljubezni. Hvaljen, hvaljen moj Gospod. Hvaljen, hvaljen moj Gospod. Ker v tebi vse spoznavam kot dar in se ti zahvaljujem za vse ustvarjeno. Hvaljen, hvaljen moj Gospod. Hvaljen, hvaljen moj Gospod. Zahvaljen Gospod za praznik tvoje zmage nad temno in smrtjo obzorju vstajenja. Zahvaljen za svežino in lepoto pomladi, za novo luč, ki se v njej tako lepo zrcali, tvoja vsemogočnost. Hvaljen bodi moj Gospod. Hvaljen bodi moj Gospod. Škofa Antona Martina Slomška kot duhovnik, redovnik in letos je 150-letnica njegove smrti. No, mislim, da je njega treba videti v vsej njegovi vsestranskosti, kot duhovnika, kot škofa, v prvi vrsti to, kot oznanjevalca Božje besede, kot tistega,
ki je z vso resnostjo sam osebno sprejemal Božjo besedo in po njej živel in to posredoval ljudem preko, kot rečeno, besede in pa zelo spodbujal sakramentalno življenje, pa vsestransko rast, bi rekel, recimo, če vzamemo njegova pastirska pisma, kako je on spodbujal življenje vernikov v celi škofiji. Se pravi, najprej, kot rečeno, ga je treba videti kot škofa, kot voditelja Božjega ljudstva, potem pa seveda ne moremo prezreti njegove dejavnosti na področju vzgoje, izobraževanja. In tu naj poudarim, da je zelo vidno pri njem, kar naj bi se tudi danes uresničevalo oziroma izvajalo, da gresta vzgoja in izobraževanje vzporedno, bi rekel, z roko v roki. Ne samo izobraževanje, ampak tudi vzgoja. Izobražati ljudi in jih istočasno vzgajati v dobre ljudi, tudi v dobre kristjane. Torej, vzgoja in izobraževanje. Pa potem na kulturnem področju, če mi pomislimo samo na Mohorjevo družbo, kaj je ta družba naredila s svojimi knjigami od ustanovitve 1851 pa do danes. To je pravzaprav neprecenljiva kulturna vrednota za naš narod. Pa potem predstavitev prenos škofijskega sedeža v Maribor. Gotovo izredno pomembno dejanje, tako iz verskega, cerkvenega gledišča, kot tudi iz narodnostnega. Takrat se pravzaprav vzpostavi potem tudi tale meja med tedanjim mariborskim in graškim okrožjem in to je ostalo meja in to je še danes državna meja. Tako da ima Slomšek velike zasluge, da se je ta del Štajerske, Maribor in potem še gor naprej, vse to, da se je ohranilo za slovenstvo. Torej vsekakor je človek, ki ima enkratne zasluge za naš narod, tako na verskem, kot na kulturnem, kot na narodnostnem področju in še, pravzaprav še bi lahko naštevali. Zraven pa še posebej to poudarim, da je prav, če ga vidimo kot našega slovenskega svetnika, se pravi za svetnik za ves naš narod. Ne samo za nek del, za del naroda, ampak za naš ves narod, to je ena stvar. In drugo, tolikokrat slišim, zdaj imamo pa prvega blaženega. Res je, da je to prvi, ki ga je papež na tak način, kot je zdaj to cerkvena praksa razglasil, ampak mi imamo že kar lepo število. Hvala Bogu, imamo svetnike, tako da še zdaleč ni prvi, to njegove pomembnosti ničemer ne zmanjša, če ni prvi ali pa celo edini po številu. Ampak recimo, imamo Slovenci svetnike, hvala Bogu za to. Slomšek je pa na nek način, bi rekel, v novejšem času vsem tem. Čeprav niti ni zadnji, imamo še za njim, imamo pa Lojzeta Grozeta, pa še dve sestri redovnici. Hvala Bogu, da tudi po tej plati gre naprej. Morda pa še kmalu upajmo, da dobimo še enega, Friderika Baraga, ki je bil pa tudi Slomškov sodobnik. Tako da se s tem uresničuje, morda še na poseben viden način, prav tisto, kar je papež v svojem govoru v Mariboru poudaril, namreč pomen svetosti za narod, za življenje naroda. To je tisto, veste, kar narod povezuje med seboj, ga povezuje z Bogom, to je pravzaprav temelj življenja za nek narod in to je njegova prihodnost. Kaj je to, da ste bratje Kapucini tako blizu ljudem? Vas imajo radi se ljudje počutijo tako domače. Vse to pravzaprav povzemam iz enega velikega števila pisem naših gledalcev poti in se jim te priložnosti tudi zahvaljujem, da naše goste tudi priporočajo. Lahko bi rekel, da to na nek način izhaja širše iz te značilne duhovnosti svetega Frančiška Asiškega, ki je, najprej naj poudarim, je želel in hotel biti blizu Bogu, Gospodu Jezusu, in prav ta Božja bližina ga je potem, bi rekel, sama po sebi usmerjala na to, da je bil blizu tudi ljudem in blizu vsem stvarem, ker je najprej v človeku samem, potem po vsaki stvari je videl pač Božjo stvar. Izraz Božje stvariteljske ljubezni. Tako da je bil vsem blizu. In to se je vedno ohranjalo pri vseh Frančiškovih redovih, torej tudi pri Kapucinih,
tako da je vedno na nek način veljalo to, da so bili kapucini ljudski red, tako se je vedno reklo, gotovo tudi zato, ker svoje dejavnosti nikoli niso omejevali zgolj na domačo cerkev. Kapucinske cerkve nikoli niso bila nekaka verska središča ali kakšna božjepotna središča, ampak veliko bolj izhodišča dejavnosti, izhodišča te pač oznanjevalne, zakramentalne dejavnosti, s tem, ko so hodili patri ven, v bližnjo in daljno okolico, da so pridigali, spovedovali, delili zakrament svetega maziljenja in še na druge načine ljudi pomagali in spodbujali, tako da so vedno ostajali blizu ljudem in veliko so se posvečali tudi bolnikom, potem so tudi bili znani po raznih značilnih pobožnostih, ki so privabljale ljudi. Recimo tukaj je še danes tako značilna pobožnost 2. avgusta, praznovanje Marije Angelske v Porciunkuli. To je tradicija, pride ljudje od blizu in daleč, to je res velik, pomemben shod in to je pravzaprav tudi edin tak shod v celem letu, ko res ta cerkev postane nekako središče, drugače pa, kot rečeno, je bolj izhodišče. Skratka, več teh momentov je, ki so vedno znova povezovale nas kapucine z ljudmi in ljudi z nami. Po pismi sodeč ugotavljam, da znate pritegniti mladino pri vas. Kako jo vi vidite kot duhovnik? Ja, za mladino se vedno lahko reče, da je to naša bodočnost, o tem ne more biti dvoma. In me veseli, da je tudi med mladino kar precej odziva, kar lepo število mladih se tudi tukaj zbira, predvsem v skupnosti skavtov in so zelo živahni, zelo dejavni, bodisi prav neposredno kot skavti, ali pa tudi, ko gre za njihovo sodelovanje pri bogoslužju ali pa pri raznih dogajanjih, ki so tukaj v cerkvi. Tako da je to dokaj živahno in jaz lahko rečem, hvala Bogu, da je mladina res zavzeta za to, da sama sprejema Gospoda, zna prisluhniti tudi Božji besedi in si prizadeva na svoj mladosten način temu odgovarjati. To ste zelo lepo povedali. Kaj bi se dalo narediti, da bi bila vera v družinah bolj živa? To je stalno prizadevanje. Poglejte, zdaj je se veliko dela na tem, da bi se uveljavljala, kot je zelo izrazito poudarjal pokojni papež Janez Pavel, nova evangelizacija, kar pomeni, da bi se evangeliji, Božja beseda, oznanjala, rekel, na nov način, sodoben način, sprejemljiv za današnjega človeka in sicer predvsem s pravo, osebno angažiranostjo, se pravi, da bi se čutilo, da tisti, ki oznanja in tisti, ki se zavzema za to, oziroma je pripravljen sprejemati to, da eden in drugi del res z dušo, srcem, da to sprejema kot Božjo besedo, kot tisto, ki človeka lahko preobraža, ga prekvaša, ga vzgaja, ga zori vedno v boljšega človeka. V človeka, ki je vedno bližji Bogu, ki zna vedno bolj Bogu prisluhniti in vedno bolj upošteva vso Božjo govorico, vse tisto, s čimer ga Bog nagovarja. In pravim, to je gotovo, to prizadevanje gotovo gre še posebej v tej smeri, da bi tudi po družinah bilo spet več čuta za Božjo besedo, za sveto mašo, za zakramente, za skupno molitev, za vse tisto konec koncev, kar nas povezuje tako med seboj kot z Bogom. Verjetno, če se spomnite tistih časov, ko ste še bili vi otrok, pa zdaj je verjetno velika razlika, kaj se tiče, ne vem, po osnovi, ampak z tega odnosa do vere, do ljudi, do znanjevanja. No, gotovo, da je takrat bilo veliko več množičnosti, če se seveda spomnim svojih otroških let, jasno, da imam takoj tudi pred očmi polno cerkev, recimo
v domači cerkvi velik prezbiterij, nabito poln z otroki in tudi cerkev polna in vse povsod je bilo tako, ali pa če se spomnim potem tudi kasnejša leta, ko sem deloval lahko že kot duhovnik, pred prazniki, pred Veliko nočjo, Božičem ali pred praznikom vseh svetnikov, koliko je bilo spodovanja. Pred vsemi spodnicami navadno dolge vrste, da je seveda to velika razlika. Se pravi, so gotovo tukaj veliki premiki, iz množičnosti gre veliko bolj na osebno vero, poudarjena je osebna, angažirana vera in to gotovo, kar zadeva številčnost, to se gotovo vidno reducira v manjše skupnosti, ki pa želijo biti res intenzivne, ki skušajo tudi pokazati, izpričevati to, da njim krščanstvo ni zgolj neka tradicija, ni zgolj nedeljska maša ali naj rečem nedeljska sukna, ki se potem odloži, ampak jim je to vsakdanje življenje. To pa moram reči, hvala Bogu, v tej smeri gre naprej, gre lepo naprej, tako da mislim, da tudi po tej plati smemo z optimizmom gledati v našo prihodnost. Kar nekaj naših gledalcev tudi poroma oziroma pride na tiste svetišča, tako bi vas tudi prosil, kdaj imate pri vas svete maše in kako priti do vašega samostana, da bodo gledalci, ki bodo morda se umodili v teh koncih ali pa tudi želeli ta samostan videti, pomoliti, poromati, obiskati kakšno sveto mašo, kako priti in kdaj imate svete maše? Ja, svete maše so redno ob delavnikih ob 8. zjutraj in ob 6. zvečer, ob nedeljah pa ob 8, ob pol 10 in popoldne ob 6. Na podružnici v Tremarjih je pa ob pol 11 vsako nedeljo. Sicer pa se lahko pride semle gor, bodi si peš ali pa z avtom, z mesta dol se lepo vidi, na to stran Savinje vidijo se te značilne stopnice, po kateri se peš pride gor, ravno pred cerkev, lahko se pa okrog se pelje z mesta v tej smeri proti Laškem, ampak takoj, ko se pride čez most, čez Savinjo, samo 200 metrov še naprej, pa se zavije desno gor in se pride gor na breg, parkirišče je kar precejšno, tako da ljudje lahko pridejo gor, bojo lahko tukaj pustili avto in lahko se seveda udeležili svete maše. Kaj bi položili na srce našim gledalcem po koncu tega prijetnega pogovora z vami? Ja, kaj naj rečem? Včasih jaz pozdravim takole vse skupaj. Dober dan, dobri ljudje. In nazadnje bi pa rekel, ko mi dva sklepava tole, bom pa rekel, ostanimo dobri ljudje, trudimo se za to. Ali kot sem videl včasih na nekih majicah, je pisalo, obrnimo svet na bolje. Vidite, to je pa tisto, k čemu smo mi stalno nenehno poklicani. Prisluhnimo Gospodu, prisluhnimo sočloveku in vsi skupaj obrnimo svet na bolje. Zelo lepo. Najprej se moram zahvaliti predstavniku Marjanu za sprejem. Vam, brat Metod, da ste podelili misli z našimi gledalci oddaje Pot poti. In Bogu hvala, da sem po dolgem času vas lahko pripeljal v to našo domačo oddajo Pot poti. In vam in bratu želimo obilo Božjega blagoslova, te naj vam Bog povrne v večnosti za vse dobro, kar ste naredili temu malemu, ubogemu človeku, pa tudi za vse dobroto. Poklon. Poklone tudi vam in lep pozdrav vsem gledalcem. Res vse dobro, dobri ljudje. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z Celja, z Kapucinskega pozdrava, za tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj po vseh tvojih cerkvah in za po vsem svetu in te hvalimo, ker si svojo svete bližem svetu bližem. Hvalimo in češeno, da vedno bo, zdaj in vedno bo. Hvalimo, molimo te, Kristus, in te hvalimo. Sveto srce Jezusovo, razbaviš srce Marino,
Bodi naše duše, O Marija, brezmadežna spočita, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Kraljica družine, Prosi za nas, kraljica miru, prosi za nas, kraljica reda mladši, prosi za nas, sveti Jožef, prosi za nas, sveta Cecilija, prosi za nas, sveti Frančišek in Klara, prosite za nas, sveta Elizabeta in Ludvik, prosite za nas, sveti Leopold in Pater Pij, prosite za nas, Blažene od Marka Stovček in Marka Terezija, prosite za nas, Blažene je Lojze Grozde, prosi za nas, Blažene Papež Janez Pavel II, prosi za nas, Blažene Rimske mučenike, prosite za nas, sveti angeli nad angeli, prosite za vsi nas, svetniki in svetnice Božje. prosite za nas, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno vodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpeli nas v skušnjavo, da rečeš nas udobame. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Virje Duha Očeta vsemogočnega, stvarnega nebesa in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega in edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križa bil, umrl in bil položen, šel kot v tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Očeta vsemogočnega, od bo prišel sodit žive in mrtve. Verjam v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje, večno življenje. Amen. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubnega Sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Za naše grehe, za grehe vsega sveta. On njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. on njegovem predvikem trpljenja, Usmili se nas iz vsega sveta. Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubnega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Usprava za naše grehe, za grehe vsega sveta. Po njegovem predvikem trpljenju, Usmili se nas iz vsega sveta. po njegovem predvikem trpljenju, Usmili se nas iz vsega sveta. po njegovem predvikem trpljenju, Usmili se nas iz vsega sveta. po njegovem predvikem trpljenju, Usmili se nas iz vsega sveta. po njegovem predvikem trpljenju, Usmili se nas iz vsega sveta. 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 Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubnega Sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Usprava za naše grehe, za grehe vsega sveta. Po njegovem predvikem trpljenju, Usmili se nas iz vsega sveta. po njegovem predvikem
Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. Večni Oče, darujemo ti delovanje krivi dušo in božanstvo tvojega trgovega Sina našega Gospoda Jezusa Kristusa. Uspravil za naše grehe, za grehe vsega sveta. Po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega po sveta. njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega po sveta. njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega po sveta. njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. Večni Oče, darujem ti telo in ti, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, Uspravljaj za naše grehe in za grehe vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju, Usmili se nas vsega sveta. po njegovem predvitem trpljenju. Usmili se nas vsega sveta. Sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, Usmili se nas vsega sveta. sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, Usmili se nas vsega sveta. sveti Bog, sveti močni, sveti nesmrtni, Usmili se nas vsega sveta. Božje usmiljenje, nevrljiva skrivnost presvete Trojice, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki si nas izniča poklicalo v življenje, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki nas varuješ do služenih kazni, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki nam besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki si na nas izlivaš iz Kristusovih ran, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki izviraš iz presvetega srca Jezusovega, Zaupamo vate. Božje usmiljenje, ki si nam dalo presveto Devico Marijo za mater usmiljenja, Zaupamo vate. Božje usmiljenje navzoča v postavitvi cerkve, ki obsega vesoljni svet, Zaupamo vate. Božje usmiljenje navzoča v postavitvi in delitvi svetih zakramentov, Zaupamo vate. Božje usmiljenje navajno v
zaupamo Mater, Božje usmiljenje neizmerno v zakramentu Euharistije in duhovništva. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo v sveti veri. zaupamo Mater, Božje usmiljenje v spremenjenju grešnikov. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki popolnosti vodi svete. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, spodene bolnim in trpečim. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, tolažba blagim vsem, ki so skesanega srca. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, upanim tistim, ki upopavajo. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki nas napolnjuje z milostjo. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, miromirajočim. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki lašaš trpljenje dušam lica. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, ki veselje neizmerna radost vseh svetih. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere. zaupamo Mater, Božje usmiljenje, neizčrpen vir čudežev. zaupamo Mater, Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen za jezo, poln dobrote. zato povredimo Kristo Božje usmiljenje. Molimo, o Bog, Tvoje usmiljenje je skončno, Tvoja milost neizčrpna, milostno pogleda nas, odloči nas delu svojega usmiljenja, da ne bomo upali tudi v največji preizkušnjah, da ne bomo bolj zaupali Božjo voljo, ljubezen in usmiljenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, kralju usmiljenja, ki s Teboj in Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen. Hvalimo in češčeno in vidimo, Presveto večne telo. zdaj in vekomaj. Amen. Molimo Te, Kristus, in Te hvalimo, Ker si svojim svetim križem svet odrešil. presveto srce Jezusovo, Usmili se nas, prezmadežno srce Marijo, vodi naše rešenje. o Marija, prezmadežna spočeta, Prosi za nas, ki se Tebi zatekamo. kraljica družine, Prosi za nas, kraljica miru, prosi za nas, kraljica reda mlači, prosi za nas, sveti Jože, prosi za nas, sveta Cecilija, prosi za nas, sveti Frančišek in Klara, prosite za nas, sveta Elizabeta in Ludvik, prosite za nas, sveti Leopold in Pater Pij, prosite za nas, sveti angeli nad angeli, prosite za nas, vsi svetniki in svetnice Božje, prosite za nas, Blaženje Anton Martin Slomšek in Marta Teresija, prosite za nas, Blaženje Lojze Grozde, prosite za nas, Blaženje papež Janez Pavel II, prosite za nas, Blaženje rimske mučenke. prosite za nas, Molimo Te, Gospod Jezus Kristus, tukaj po vseh Tvoje cerkva, ki so po vsem svetu, in Te hvalimo, ker si svojim svetim križem svet odrešil. Svojim sinom nas blagoslavi, Devica Marija.